Odvijanje aktivnosti na projektu 3. razvojne osi jug na odseku od avtoceste A2 Ljubljana Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline ali Maline nam bo predstavila doktorica Lidija Kegljevič-Zagorc iz DRI-ja. Izvolite. Lep pozdrav. Približno enak način, kot je gospod Kušnik pred mano predstavil aktivnosti za severni del 3. razvojne osi, mi smo skušali predstaviti aktivnosti na južnem delu 3. razvojne osi, ki se tudi nekako zelo intenzivno izvaja. Spravi na svetovnem odseku od avtoceste, od priključka na avtocesto pri Novem mestu do priključka Maline. Tudi investitor tega dela 3. razvojne osi je DARS, DRI pa tukaj izvaja oziroma je v vlogi inženirja do pridobitve projektne dokumentacije zemljišč in vseh dovoljenih projektnih za gradnjo. Zdaj, gospod Kušnik je nekako prikazal, da investicijski proces, ki se začne po sprejemu državnega prostorskega načrta, jaz sem se odločila, da mogoče nekoliko bolj podrobno poskušam predstaviti to prvo fazo investicijskega procesa, ki dejansko poteka tako na južnem kot na severnem delu 3. razvojne osi. Spravi, da se ta investicijski proces tako začne, je podlaga sprejet državni prostorski načrt, običajno v praksi prva faza, ki se jo izvede in ki se jo tudi vidi na terenu, je parcelacija, ki je potrebno za to, da vidimo do spravi gradbenih parcel in parcel, ki se potem podlaga za cenitve teh zemljiščnih pridobitev. Nekako sporedno s tem teče izdelava projektne dokumentacije in izdelava geološko-geomehanskih raziskav in priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Usporedno s tem tudi okoljski del, se pravi izdelava poročila vplivih na okolje, pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja in ravno tako kulturno-varstvenega soglasja, kadar trasa poteka čez arheološko območje. Tudi v južnem delu imamo tak primer, tako kot na severnem delu. Zdaj, vse to se pravi, vse te zaključene aktivnosti, zaključena parcelacija, odkupljena zemljišča, izdelana dokumentacija, pridobljena okoljevarstveno, kulturno-varstveno soglasje in druga soglasja soglasodajalcev so nekako pogoji, da lahko pripravimo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Seveda pa za sam izvedbo razpisa za izvajalca del, pa je potrebno potem s projektno dokumentacijo nadaljevati projekt za izvedbo del, počakati na pravnomočnost tega gradbenega dovoljenja in usporedno se izdeluje pa tudi ta del investicijske dokumentacije, ki mora biti potrjen, se pravi vključno z definiranimi viri financiranja, da lahko potem se ta razpis za gradnjo lahko prične. Tako kot je bilo danes že nekajkrat povedano, tako na severnem kot na južnem delu so trase 3. razvojnih osi nekako strateško zapisane v strategiji prostorskega razvoja in tudi v resoluciji o nacionalnem programu. Podlaga na južnem delu pravzaprav vseh naših aktivnosti pa je uredba o državnem prostorskem načrtu, ki je bila sprejeta že leta 2012. V letu lani decembra 2017 je bila sprejeta uredba na naslednjem odseku, ki ga bo za mano predstavil gospod Vilenpark. Vendar nam ta uredba na območju priključka Maline nekoliko spremenja navezava na obstoječo glavno cesto, ne gremo več na jugorje, ampak preusmerjena je na dole. Še enkrat prikaz tega dela, ki ga jaz pravzaprav opisujem zdaj v nekem širšem prostoru južnega dela 3. razvojne osi. Zdaj, v okviru državnega prostorskega načrta je bil južni del 3. razvojne osi razdeljen nekako v 4 etape. Prva in druga etapa, ki jo imenujemo prvi odsek, poteka od priključka Novo mesto vzhod, priključka Osredek, vključno z navezovalno cesto do industrijskega območja Revoz.
Tretja in četrta etapa, se pravi drugi odsek, pa poteka potem od priključka Sredek do priključka Maline z vključno z navezovalno cesto na Dole, to je navezava na glavno cesto. Tako kot na severnem, seveda tudi na južnem delu zelo podobno izdelana predhodna dokumentacija, se pravi te idejni projekti, vse strokovne podlage, ki se potrebno za sprejem državnega prostorskega načrta, vključno z okoljskimi poročilami in to prometno-ekonomsko analizo, ki je nekako definirala etapno zgradanje južnega dela tretje razvojne osi. Kar se tiče tehničnih elementov južnega dela, bomo videli, da je ta nekoliko manj zahteven kot severni del. Se pravi, prva in druga etapa, dolžine 5 km in pol, z navezovalno cesto približno 1 km, imamo še izvennivojske priključke, 3 mostove, 2 čez Krko, enega čez Potok, 60 in potem je 5 nadvozov, 7 podvozov in 2 podhoda. V nadaljevanju pa je tretja in četrta etapa, trasa nekoliko daljša. Specifika te trase je seveda ta tunel, ki je dolžine 2,3 km pod Gorjance, se pravi 3 izvennivojske priključke, seveda nekaj objektov in tudi obojestransko počivališče. Kar se tiče investicijskih vrednosti, to so gre za tekoče cene brez davka na dodano vrednost, neto vrednosti so tukaj prikazane, povzeti so iz predhodne izdelane investicijske dokumentacije in nanašajo se na gradnje 4 pasovne ceste. Se pravi, prva in druga etapa približno 89 milijonov, tretja in četrta etapa približno 284 milijonov. Tukaj pa je ta pravzaprav prednost, da na prvi in drugi etapi pa je ta finančna konstrukcija nekoliko bolj dorečena in tudi financiranje prve in druge etape sofinanciranje je predvideno iz evropskih sredstev v višini približno 40 milijonov evrov. Zdaj, aktivnosti, ki aktivno potekajo, da so se na nek način že zaključili, so tukaj navedene, mogoče gremo kar naprej, ker so podrobno opisane parcelacija. Zdaj, te aktivnosti bodo seveda na prvi in drugi etapi. Parcelacija na prvi in drugi etapi je na južnem delu že zaključena, vključevala je približno 77 hektarov površin. Število parcel, ki jih je potrebno pridobiti, je okoli 700 in v tem trenutku imamo pridobljenih približno 50% površin potrebnih za gradnjo prve in druge etape južnega dela tretje razvojne osi. Seveda tudi rešitev je nekaj manj 5 stanovanjskih objektov, ena ruševina in 3 kozovce odstranil. Se pravi, tudi na južnem delu obvezna izvedba predhodnih arheoloških raziskav. Trenutno je razpis za izvajalca v zaključni fazi pogodba, se pravi v fazi podpisovanja. Tako da se delane terene še niso začele. Okoljevarstveno soglasje, poročilo o presoji vplivov na okolje je zaključeno, v marcu pa je bila na ARSO vložena tudi že druga za izdajo okoljevarstveno soglasje, ki je seveda pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija, pogodba je bila sklenjena že v maju. Lanskega leta se pravi, da projektiranje poteka približno 1 leto in poleg same projektne dokumentacije seveda vključuje tudi geološko-geomehanska raziskava, izdelava idejnih projektov premostitvenih objektov, potem vse elaborate, skratka vso dokumentacijo, ki je potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja, vključevala pa je tudi izdelava poročilo presoje vplivov na okolje. Kar se stanje pri projektni dokumentacije, zdaj naslednje, geološko-geomehanska raziskava na južnem delu imamo približno zaključene. Izdelani so tudi vsi izdelani in tudi recenzirani so vsi idejni projekti premostitvenih objektov. PGD dokumentacija je že izdelana in je bila predana v recenzijo januarja 2018, tako da se z marcem so se zaključile tudi vse te recenzijske obravnave. In trenutno je PGD dokumentacija v fazi dopolnjevanja po recenzijskih pripombah in seveda štartamo počasi tudi za izdelavo projekta za izvedbo del. Posebnost
prve in druge etape južnega dela tretje razvojne osi je obvezno v uredbi, da je potrebno za se pravi most čez Krko, za vse mostove čez Krko, pravzaprav izvesti arhitekturni natečaj. Zato smo ta arhitekturni natečaj pravzaprav začeli oziroma razpisali že v letu 2017. Rešitev v prvem natečaju ni bila izbrana. Potrebno je bilo izvesti drugi krog tega arhitekturnega natečaja, se pravi, ki se je končal v marca v letošnjem letu, prispele so 3 natečajne rešitve in tudi ta postopek tega javnega naročila počasi zaključujemo. Žirija, se pravi Zbornica za arhitekturo, je v bistvu svoje delo oziroma žiriranje tudi že zaključila. Tako kot je bilo rečeno, usporedno z vsemi aktivnostmi, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja, teče tudi izdelava investicijske dokumentacije. Trenutno je v izdelavi predinvesticijska osnova, ki zajema ne samo prvo in drugo etapo, ampak vse 4 etape in vključuje tudi študijo širših ekonomskih učinkov, kar je bilo predstavljeno na način, kot je bil predstavljen tudi že prej. V izdelavi pa je tudi investicijska študija, se pravi za prvo in drugo etapo. Zdaj, kar se tiče na 3. in 4. etapi, seveda aktivnosti so zamaknjene za približno 1 leto. Poleg predinvesticijske osnove je tukaj v izdelavi prometna analiza in gradbeno-tehnični elaborat za proučitev faznosti gradnje, ker vemo, da tukaj, tako kot je gospod Ficko prej povedal, gre za rezervacijo 4 pasovnice oziroma v DPN je 4 pasovne ceste, proučuje se pa možnost gradnje 2 pasovne ceste kot prva faza 4 pasovne ceste. Zdaj, samo gradno aktivnosti bivanje gradno še ne tečejo. Tečejo pa vse aktivnosti, začetne vidimo tudi te faze. Spravi, nekako dinamika je takšna. Na prvi in drugi etapi je predvidenih do zdaj predvideno 3 gradbenih dovoljenja. Pravi eno gradbeno dovoljenje za traso, eno za poplavnost čez Krko in eno gradbeno dovoljenje delno za predstavitev magistralnega plinovanja. Zdaj, planiran rok za predstavitev gradbenega dovoljenja je konec letošnjega leta. Za most mogoče koliko računamo, da nekje februarja naslednje leta. Za 3. in 4. etapo tudi na tem delu bo verjetno pridobljenih več gradbenih dovoljenj, na kakšen način se bodo pridobivale, seveda odvisno tudi od faznosti same gradnje, ki bo definirala ta gradbeno-tehnični elaborat. In tudi pridobitev teh gradbenih dovoljenj je predvidena približno z 1-letnim zamikom, vendar je seveda to odvisno potem od odkupovanja zemljišč, pridobitev okoljevarstvenega soglasja in seveda izdelave tudi projektne dokumentacije, kajti treba videti, da na 3. in 4. etapi bodo geološko-geomahranske raziskave zahtevnejše zaradi izvedbe tunele. Se pravi, ta odsek nima definirane še finančne konstrukcije, tako da je podobno kot na severnem delu 3. razvojne osi, se pravi, se lahko investicijske dokumentacije uspešno zaključi, ko so ti veri tudi na tem odseku definirane. Podobno kot je gospod Košnik predstavil že pred mano, tudi za južni del 3. razvojne osi lahko pridobite vse informacije, oziroma so te okvirne informacije, kako potekajo aktivnosti na spletni strani Darsa. Te informacije lahko tudi posodabljajo, tako da je vsaj okvirno možno slediti, na kakšen način potekajo te aktivnosti. Hvala lepa, to bi bilo nekaj na strani.